Naj bodo Kalifornijci še tako močno pred Evropo, ko gre za razvoj naprednih mobilnostnih rešitev, v praksi liberalne ideje le stežka premikajo kolesje večine. Na cestah LA smo tako na lastni koži zaznali probleme, s katerimi se nam v Sloveniji nikakor ne bo treba ubadati. Za 45 km 10-pasovne avtoceste smo recimo porabili več kot 2 uri vožnje. In tudi za pol-drugo uro vožnje z mestnim avtobusom do 1,5 milje oddaljenega hotela ni bila kriva nesreča ali delo na cesti, ampak zgolj preveliko število komuterjev. 5. s prometom najbolj zasičeno mesto v Ameriki resnično kliče po rešitvah, ki bodo neodvisne od premikanja s pomočjo orjaške pločevine. A morda nas je prav zato poklicala tudi druga, veličastna, romantična plat Kalifornije. Tista, ki avtomobile slavi, celo tiste najbolj glomazne pokaže v lepi luči. Najeli smo torej najbolj mogočnega Forda, Expedition mu je ime, in se z njim podali na ekspedicijo proti smrti, dolini smrti. Brkati ranger je tehnično nepismeno upokojenko vprašal po zdravi pameti, ko ga je ta vprašala, če morda ve, zakaj ne more svojih fotografij naložiti na Instagram. V dolini smrti ni telefonskega signala in country iz radija uspe hreščati le nekaj milj, preden se spet izgubi. In točno tako, kot svarijo v turističnih vodičih, se je navigacijska naprava tudi v našem primeru večkrat izgubila. Dolina smrti je pač dolina niča. Všeč bo samo tistim, ki lepoto vidijo tudi v goloti. Goloti, takšni ali drugačni. Že samo v tej dolini je namreč puščava zelo različna. Bonnie, v črne kavbojske škornje obuta vodja baptistične skupnosti v majhni kavbojski oazi Beatty, je razložila, da na više ležečih gričih rastejo tisti visoki kaktusi, ki jih turisti zamenjujejo za drevesa. V depresiji pa so kaktusi čisto pri tleh, voda je pač v teh krajih vrednejša od zlata. V dolini niča sicer najdemo oboje, zlato in vodo. A medtem ko na jugu doline še vedno obratujejo toplice, pa so rudarsko dejavnost, še največ je bilo kopanja boraksa, ustavili okoljevarstveniki. Kar pa se vode tiče, naj povemo, da še vedno popravljajo ceste in grad, ki so jih lani zajele nenavadne poplave. Pod puščavskim ničem namreč tečejo podzemne reke in kjer pridejo na površje, zrastejo mesta oziroma turistični zaselki z moteli, kavbojskimi saloni, pa tudi kazinoji. Del doline smrti namreč že sega v državo z glavnim mestom zabave. Prebivalci teh mest so še pred desetletji delali v številnih bližnjih vojaških oporiščih. Ignorantski Američani so namreč puščavo Nevade izkoriščali za testiranje bomb. Bonnie se recimo spominja, da so kot otroci redno gledali bombastične ognjemete na nebu. K sreči so okoljevarstveniki predstavo prekinili, še preden bi eksplodiralo tako močno, da bi znatneje načelo čudovito pokrajino. In tako je danes dolina smrti največji nacionalni park v Združenih državah. Živeči v mrtvi dolini živijo od turizma. A na srečo vseh nas oboževalcev narave nikakor ne zapirajo, ampak celo vabijo k aktivnostim v njej. A k sreči na močno reguliran način. Tu se točno ve, kaj se sme početi in česa se ne sme. Pravila so jasna, višina kazni pa tudi. A z avtomobilom se vsekakor sme početi veliko. Sem se pridejo sprostiti organizirane skupine dinamičnih voznikov z najetimi Ferrariji, Lamborghiniji in McLareni. Skozi neobljudene kanjone se sme voziti, celo v organiziranih skupinah s klenimi terenskimi specialkami. A samo tam, kjer so speljane poti, nikjer drugje. Dolina smrti je pokrajina, ki jo avtomobilski novinarji nekako moramo poznati. Avtomobilske znamke so namreč to puščavsko, pusto pokrajino vzele za svojo. Tu namreč vse leto testirajo svoje vozile v najbolj vročih, najbolj ekstremnih pogojih. Poleti namreč tu temperature dosegajo preko 40-50 stopinj. Novembra, ko se tu začne prava turistična sezona, pa so temperature okoli 30 stopinj. Po noči pa se že kar precej puščavsko sledi. No, v času našega obiska je bilo zato preveč hladno, da bi se lahko šel avtomobilskega paparacija. Srečal sem le ekipo iz Münchna, ki je tu testirala isto testno mulo, kot smo jo pred tedni poslikali na nemški avtocesti v okolici Stuttgarta. Kakorkoli že,
Mojemu avtomobilu na tej poti sem veliko bolj priznašal, kot so to počeli inženirji iz Detroita, ko so ga tukaj testirali. Sem mu pa tudi sam privoščil nekaj terenskih podvigov. Z njim sem se moral izkopati iz puščavskega peska in prevozil je pot skozi kanjon Titus, za katerega pravijo, da potrebuješ 4-kolesni pogon. Ta orjaški Ford s terenskimi gumami je imel namreč zgolj zadnji pogon, ne 4-kolesnega, in na sipkem makadamu smo si resnično želeli oznake 4x4. Je bila pa pot sicer vrhunsko udobna, avtomobil nudi tišino v kabini, kot jo nudijo le najdražji evropski avti, velika okna so nudila kraljevski pogled na veličastno pokrajino, tudi oprema s hlajenimi sedeži, električno vtičnico in množico držal za pijačo je bila prilagojena poti, ki je pisana na kožo kalifornijskim nomadom. Še celo poraba je bila presenetljivo nizka. Ta 270 kW močan turbobencinski 6-valjnik je namreč porabil le okoli 10 litrov na 100 km, kar daje jasno sliko, da najbolj varčujemo, če vozimo tekoče, nesunkovito, potovalno lagodno. In takšno vožnjo kalifornijske ceste tudi najbolj ljubijo. Tu je vse podrejeno takšnemu načinu potovanja. Avtopotovanja, ta so v Kaliforniji del kulture.